Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V naslednjih minutah vam bomo predstavili poglede svetniške skupine socialnih demokratov v svetu mestne občine Velenje na aktualno dogajanje ne samo v mestni občini, pa tudi malo širše. Z mano v studiu so trije gostje. Lepo pozdravljeni Aleksandra Vasiljevič, vodja svetniške skupine in podžupanja. Lep pozdrav. Dr. Franc Žerdin, seveda svetnik SD v svetu. Srečno. In pa gospa Andreja Krejan-Škarja, tudi svetnica oziroma članica svetniške skupine SD v svetu mestne občine Velenje. Čas hitro teče, ponavadi ugotavljamo, ne samo, da se leto izteka, tudi mandat je že približno na polovici. Torej, kako ocenjujete delo svetniške skupine? Ja, svetniška skupina socialnih demokratov šteje 16 svetnic in svetnikov in tako kot ste že sami dejali, smo nekako na polovici mandata. Kot vodja svetniške skupine ocenjujem delo svojih kolegic, svetnic in svetnikov iz vrst socialnih demokratov odlično. Vsak svetnik in svetnica pokrivajo svoje področje, kjer so, bom rekla, kjer prihajajo iz svoje strokovne, kjer imajo svoje strokovne podlage in seveda, kjer se počutijo najbolj suverene in, bom rekla, tam, kjer vedo, da lahko s svojim delovanjem in svojim prispevkom kar največ pripomorejo. Tako da smo znotraj svetniške skupine tudi seveda učlanjeni ali pa delujemo znotraj delovnih teles in pa komisij, ki so sestavni del sveta mestne občine Velenje in vsekakor se trudimo po največjih močeh tudi uresničevati program, ki smo si ga zastavili 2 leti nazaj in ta realizacija programa, ki ga je dejansko tudi sam župan Peter Dermol takrat kot kandidat, danes kot župan, zagovarjal in predstavljal, ga uresničujemo že zdaj. To je naše glavno vodilo, naša rdeča nit, predvsem pa nam je pomembno, da delujemo z roko v roki skupaj z občankami in občani in se ves čas trudimo biti prisotni med ljudmi, slišati njihove potrebe in jih kar v največji meri tudi realizirati, kolikor je seveda to možno. Nenazadnje smo tudi kot svetniška skupina izredno uspešni pri podajanju pobud in pa seveda svetniških vprašanj. Naše pobude vedno, bom rekla, prihajajo strani občank in pa občanov, ki jih potem predstavimo bodisi kot ustno vprašanje na sami seji sveta ali pa zastavimo pisno vprašanje, ki ga seveda kot svetnice in svetniki lahko uporabimo in seveda lahko povem in se pohvalim kot vodja svetniške skupine, da so te naše pobude kar v 80% realizirane. Med drugim naši svetniki so predlagali ureditev dodatnih pitnikov pri MPT šoli, potem omejitev hitrosti na Ljubljanski cesti, ureditev signalizacije v garažni hiši, zdravstveni dom, ki nekoliko nagaja, se tega tudi dobro zavedamo in seveda vse te potrebe prihajajo strani dejansko naših občank in občanov in to pomeni, da znamo prisluhniti, znamo slišati in da delujemo skupaj z občankami in občani. To nam je pravzaprav v največjem interesu, kajti zavedamo se, da smo strani občank in občanov, tako torej volivk in volivcev izvoljeni in da poleg našega programa socialnih demokratov, ki ga uresničujemo skupaj z županom, seveda še pa delujemo tako, da udejanjamo ali pa uresničujemo dejanske potrebe iz realnega življenja, iz posameznih krajevnih skupnosti. Dejansko smo tudi na samih sejah sveta zelo aktivni, razpravljamo pri samih in posameznih točkah. Seveda se zavedamo, da 2024 je prineslo kar nekaj izzivov. Teh izzivov v tem letu nikakor ni zmanjkalo in moram reči, da smo lahko srečni in zadovoljni, da je med nami tudi dr. Žerdin, ki tematiko, ki nas je v tem letu zelo, bom rekla, dodobra pretresla, je dr. Žerdin za svojo modrostjo in svojo strokovnostjo znal opozoriti na ključne
tematike, ki jih je bilo potrebno dodatno osvetliti. Tako da so, bom rekla, 2024 nekako v izteku tega leta ocenjujem delo naše celotne svetniške skupine odlično, kot sem že uvodoma dejala. Seveda pa izzivov nikakor ne zmanjka in verjamem, da vsak svetnik in vsaka svetnica s svojim delovanjem znotraj lokalne skupnosti pripomore k temu, da smo še boljši in da slišimo ljudi, da skupaj z njimi delamo in da seveda delamo v najvišje dobro občank in pa občanov. Torej, biti svetnik ni samo hoditi enkrat na mesec na sejo, ampak je cel kup drugih obveznosti. Tudi širše spremljajo drugi občani in občanke ali pa Slovenci in Slovenke to dogajanje v Šaleški dolini, v mestni občini v zvezi z prestrukturiranjem oziroma izstopom iz premoga, se tako malo čudno reče. Dr. Franc Žerdin, vi se na to spoznate, a ne? In ste bili, mislim, da kritični tudi glede zakona o prehodnem financiranju tega pospešenega izstopa iz premoga, pa od dveh zakonih, ki jih še ni na vidiku. Torej, kako vi to ocenjujete? Ja, po vsem tem najprej lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Po vsem tem, kar se je letos dogajalo, mislim, da se tudi jaz ne spoznam več na energetiko in sem žalosten zaradi tega. Če bi ocenjeval delo svetniške skupine in pa sveta, jaz mislim, da smo daleč največ pozornosti v letošnjem letu, pa tudi v lanskem, namenili prav energetiki. In izplen moram reči, da je pičil. 3 leta že čakamo zakon o zapiranju premogovnika, zakon o prestrukturiranju regije in jaz mislim, da bomo oba zakona čakali še vsaj pol leta. Zelo hitro pa je bil lansiran in sprejet tako imenovani interventni zakon, potem ga tudi občani najbolj poznamo, ki pa je bil v 4-5 mesecih sproduciran in tudi sprejet. Ta zakon, če govorim o slednjem zakonu, je plod dejavnosti trgovcev z električno energijo. Ti trgovci želijo trgovati z energijo, želijo trgovati s premogom in želijo udejanjiti namero, pa mislim celo, da jim je to uspelo ali da jim bo uspelo, da čim prej zaprejo premogovnik Velenje. Poudarjam, premogovnik Velenje, ne toliko Teš. In to, da premogovnik tako intenzivno zapirajo, pomeni samo to, da vidijo možnost, da se proizvodnja na Tešu zminimalizira, tako je tudi vse skupaj postavljeno, na nekje 200-300 megavatnih ur na leto, kolikor rabijo kolikor rabijo za proizvodnjo toplotne energije. In da potem, ko bo pa premogovnik že tako daleč izčrpan, ker to pomeni izčrpavanje premoga tako skozi delovno silo, kot tudi skozi vlaganje v raziskave, v razvoj in vse drugo, bodo rekli, saj nimate več domačega vira energije, bomo pa tako električno energijo, kot tudi premog uvažali. Jaz moram reči, da vse evropske države so problem, ki ga naša vlada ni znala ali pa ni hotela rešiti, to je ta državna pomoč, znale rešiti. Druge države so to znale rešiti in vse evropske države, pa tudi druge države, znajo domači energetski vir zaščititi. Ta naš premog je edini slovenski energetski vir, ki je vedno na razpolago
še nekaj 100 milijonov ton ga je še. Zaloge so. Zalog je še 100 milijonov ton, v letošnjem letu so bile ponovno potrjene in to take zaloge, ki jih znajo rudarji odkopati. Zdaj, to je pomembno, drugače so zaloge bistveno večje. In ta država, jaz trdim, da to, da so toplarno uvrstili oziroma elektrarno pretvorili v toplarno, za mene je to gospodarski kriminal. In se seveda s takimi potezami ne strinjam. Tisto, kar pa me boli me pa ignoranca odločevalcev. V celem letu smo bili res zelo aktivni v pisanju priporočil, v pisanju tudi zahtev, če hočete, v utrjevanju oziroma dokazovanju našega dobrega namena. Prosili smo dokumente, na osnovi katerih je ta zakon bil sprejet v taki vsebini, kot je bil, pa niti enega dokumenta nismo dobili na vpogled, niti enkrat se minister ali pa predsednik države nista odzvala, da bi prišla na sejo sveta odgovarjati na naše vprašanja. Minister je enkrat prišel, da je povedal svoje, pa je potem vstal, pa je šel, tako da niti naših pripomb ni poslušal. Se pravi, gre za ignoranco in gre za to, da ne moreš sklepati drugače, kot da bodo že v letu 2025 tista podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom električne energije, imela milijardni dobiček. Milijardni dobiček, zakon pa zagotavlja zdaj kao pomoč lokalni skupnosti pri pokrivanju stroškov toplotne energije za naslednji 2 leti pa pol 400 milijonov evrov, kar je proti dobičku, ki ga bodo ustvarili pravzaprav minimalni znesek. In ta znesek 400 milijonov bo šel iz državnega proračuna v dolino, seveda že cela Slovenija že zdaj govori, financiramo te Bogavelenčane, ki si ne morejo plačati stroška toplotne energije. Trgovci bodo pa svoje dobičke lansirali tja, ko jih pač morajo lansirati. Ja, povedi. Nenazadnje želim samo se navezati tudi na besede dr. Žerdina. Torej, osvetlitev dogajanja znotraj, bom rekla, sprejemanja tega zakona je že dr. Žerdin povedal, ampak vsa ta prizadevanja, o katerih je že malo prej govoril, kažejo tudi to, da smo v letošnjem letu, torej v 2024, tudi svetnice in svetniki Socialnih demokratov soglasno podprli 5 sklepov, ki so bili vezani na tako pripravo 2 zakonov. Torej govorimo o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, kot tudi drugem zakonu. Seveda v vsem tem času vlada in ministrstva, bom rekla, predvsem ministrstvo ni imelo posluha za vse te naše sklepe, ki so nekako klic za to, prisluhnite nam vendarle, in v teh sklepih, 5 sklepih, ki smo jih sprejemali in podprli na sejah sveta v letu 2024, dejansko so se praktično ponavljala iz sklepa v sklep. Torej, ves čas smo govorili o tem, da ne pristajamo na uvoz tujega premoga, da vendarle naj prisluhnejo lokalni skupnosti in da naj tudi lokalno skupnost aktivno vključijo v samo pripravo tega zakona. Nenazadnje tudi dr. Žerdin, član ene delovne skupine, in sam lahko pove, kolikokrat so se pravzaprav sploh sestali na to temo. Tako da naša prizadevanja v tem trenutku in skozi celotno obdobje se zares
lahko trdim, zelo dobra in smo se želeli aktivno vključevati in seveda želimo si zaščititi predvsem rudarje in pa njihove družine in seveda vse, ki so povezani z premogovnikom Velenje, prav tako pa tudi s termoelektrarno Šoštanj. No, očitkov na račun Šaleške doline je kar nekaj, a ne? Pa pravijo, kot da vi zagovarjate fosilne goriva, da niste za napredek in ne vem kaj. Verjetno se ne strinjate s tem. Glejte, najdražja je tista energija, ki je nimate takrat, ko je rabite. Elektroenergetski sistem pač mora v vsakem trenutku zagotoviti porabnikom točno toliko energije, kot je leti rabijo. Ne? In ker mi te energije v Sloveniji nimamo, ker nimamo alternativ, nimamo alternativnih energetskih virov, sonce, veter in ostale drobnarije ne morejo Teša zamenjati. To smo ugotovili vsi energetski strokovnjaki Slovenije, ne samo v Šaleški dolini. Bomo vezani na uvoz. Uvoz, če je situacija ugodna, pa zdaj ni ugodna. Tudi vojn imamo cel kup tule v neposredni bližini, tudi vremenske neprilike so take, da elektroenergetski sistem izpada. Jaz moram reči, če bi bil odločevalec na nivoju države, bi zagotovo, če kaj, zaščitil domači energetski vir. Tako pa že več let delajo antireklamo, z domnevno korupcijo, z domnevno predragim blokom in tako naprej. Jaz moram reči, da imam o tem svoje mnenje, ker ne poznam zaenkrat še nobene dokazane korupcije ni bilo. Tudi blok je stal milijardo pa 200 milijonov, ne milijardo pa 400 oziroma 426 milijonov. Eden med cenejšimi za njegovo kvaliteto je bil in po moje je ta negativna reklama tako medijev kot tudi politikov proti Šaleški dolini veliko preveč aktivna in krivična. No, kako se pravi, kakšen bi bil potem socialno pravičen prehod in kakšne aktivnosti načrtujete za prihodnje? Aktivnosti imamo mi zelo dobro začrtane. Mi smo o tem veliko govorili, tudi veliko smo jih že predstavljali. Jaz moram reči, da nimam bojazni za to, da ne bomo imeli ustreznih delovnih mest, da bomo zaradi tega povzročili brezposelnost in tako naprej. Ne, teh bojaznih ni. Pomeni pa pravičen prehod to, da ne pade kvaliteta življenja, da bodo ljudje, predvsem mlade družine, videle perspektivo v tem, da bodo živele v Šaleški dolini, v Saša regiji, da bodo imeli stanovanja, da bodo imeli kvalitetne šole, kvalitetno izobraževanje na višjih stopnjah, na visokih stopnjah, da bodo želeli tu živeti, zato ker smo prepričani, da znamo to kvaliteto tudi zagotoviti. In to verjetno bo največ določeno v zakonu o prehodu, ali kako se reče? Zakon je pač zakon. Zakonov se je najprej treba držati. In pri nas se nažalost zelo veliko zakonodaja ne upošteva, se prilagaja zakonodaja vladajočim strukturam. Zadnji energetski zakon se je menil zato, ker ni bilo nastavljene aktivnosti, niso bile tako, da bi lahko trgovci počenjali, kar lahko počenjajo. Nimamo nobene dolgoročne energetske strategije za Slovenijo. Saj ne vemo, kako bomo v naslednjih 40 letih, dokler bo zgrajena nova nuklearka ali pa nove nuklearke, tako kot se predvideva, po kaki ceni bomo plačevali električno in toplotno energijo, da o kuponih CO2 ne govorim. Trdim, da na tak način prehod ne more biti pošten, da ne more biti pravičen, tako kot vsi skupaj pišejo in govorijo. In na to boste še naprej opozarjali, kaj ne?
Gremo k proračunu. Vaša svetniška skupina je tudi podprla proračun Mestne občine Velenje za leto 2025, ki je rekorden. Torej, kaj reči o proračunu? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Na 16. redni seji sveta smo obravnavali osnutek proračuna, ker smo si prizadevali, da se ohranijo finančna sredstva za socialno košarico, da se ohranijo socialno-zdravstveni programi, predvsem pa, da končni uporabnik ne čuti višanja in draženja blaginje na splošno. Ohranjamo kakovost izvajanja kulturnih in športnih programov, zato smo želeli takšen proračun ohraniti tudi v bodoče, četudi je že v tej fazi investicijsko naravnan. Več kot 51% finančnih sredstev namenjamo za večje investicije. Sem sodijo stara elektrarna, poslovna cona Pesje, tehnološki park, sanacija plazov, infrastrukture po poplavah, trajnostna mobilnost, štipendije, za katere je predlagal dr. Franc Žerdin, da se poveča postavka za deficitarne poklice, ki bodo v prihodnje še kako potrebni. Potem sem spada tudi satelitsko-urgentni center, mestni stadion, prenova tribune in pa predlogi predsednic in predsednikov krajevnih skupnosti. Kajti pomembno je, da ljudje, ki živijo v svojih okoljih, preko krajevnih skupnostih podajo svoje mnenja, predloge, da se njihova kakovost življenja še izboljša. Proračun 93 milijonov evrov sam kot tak je rekorden v mestni občini Velenje in je namenjen za izvajanje vseh zakonskih določil. Socialni demokrati smo se zavzeli, da se ohrani socialna košarica, socialno-zdravstveni program, da ohranjamo kljub zelo težko investicijskemu proračunu vse te programe, ki jih že izvajamo, to je kultura, šport, zdravstvo, sociala in še bi lahko naštevali. Na zadnji seji sveta smo sprejeli amandma, ki pomeni povišanje sredstev za storitev pomoči na domu. Še vedno smo posebnost v slovenskem prostoru, ker imamo posebno dohodninsko lestvico, ker poleg obveznega zakonskega sofinanciranja, to je 50% strani občine, še vedno dodajamo dodatna finančna sredstva, zaradi tega, da končni uporabnik ne čuti prevelike razlike. S tem proračunom ne samo, da smo investicijsko naravnani, smo tudi poskrbeli za najranljivejše skupine, kar pa želimo delati tudi v prihodnje. Kot naš župan večkrat poudari, da se raje naredi kakšen kilometer asfalta manj, kot da se ljudem vzamejo storitve, ki so pomembne in potrebne, da so vse možnosti pač za vse enake. Torej, med prvo in drugo obravnavo ste tudi vi dali predloge, za kakšne dodatne še stvari v proračun? Ja, točno to, kar sem že omenila, to se pravi štipendije, potem socialna košarica za povišanje sredstev za storitev pomoči na domu. To so bili tudi naši predlogi. Ne nazadnje, kot socialni demokrati si res prizadevamo ravno zato, da kakovost bivanja v mestni občini Velenje res ohranimo. Ne nazadnje, to tudi nosimo v našem imenu naše stranke, torej smo in vsi želimo ostati socialno naravnani. To ne pomeni, da skrbimo samo za najranljivejše, temveč za vse skupine ljudi, za vse generacije in ravno zato smo si tudi prizadevali, da se povišajo finančna sredstva na postavki za štipendije. Namreč dr. Žerdin je tisti, ki je tudi sam opravil raziskavo o tem, kako bo v prihodnje s poklici znotraj Šaleške doline in vemo, da ko govorimo o zeleni preobrazbi, ko govorimo o pravičnem prehodu, moramo pomisliti tudi na kakovostne izobraževalne programe, ki jih že v Šaleški dolini imamo, vendarle pa lahko na osnovi
privabljanja kadra v Velenje in seveda širše Šaleško dolino tudi zagotovimo, da kadri pri nas ostajajo. To je nekakšna spodbuda. Želeli smo si, da s to finančno spodbudo dijakom in pa študentom nekako zagotovimo ali pa jim damo občutek, da so vendarle zelo pomembni za našo lokalno skupnost. In ne gre za rudarske poklice, ne? Samo... Ne gre za rudarske. Tu, ko že govorimo toliko o tem štipendiranju, v Velenju nam trenutno manjka 49 učiteljev. V Zgornji Savinjski dolini nam manjka tudi 50 učiteljev. V naslednjih 5 letih bo manjko še za 100 večje. In ker so učitelji izjemno deficitarni poklic po celi Sloveniji, moramo pristopiti v občini k aktivnostim, da bomo mladim povedali, da je učiteljski poklic cenjen, da je zelo iskan, da samo dobri učitelji nam bodo omogočili dobro šolstvo, mi pa dobro šolstvo rabimo, če hočemo regijo uspešno prestrukturirati. In z tem šolskim letom, ki prihaja, bomo že v Velenju, mestni občini Velenje, dodatno štipendirali 20 učiteljev oziroma študentov, ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice na področju pedagoških poklicov. In to bodo dobre, to bodo vredo štipendije. In knapovski poklic, knapi, rudarstvo, tradicija? V knapovskih šolah, v naših rudarskih šolah, kar je zopet meni zelo hudo, nimamo praktično niti enega učenca, dijaka, študenta, tudi ne. Imamo nekaj v paralelnih programih, to so ta elektropodročje, strojno področje, geomehanika in druge, ki se potem tudi v knapovščini zaposlujejo. Vendar pri knapovščini bo problem ta, da bomo zaradi tega, ker je toliko negativne reklame proti premogovniku bilo sprožene v preteklih letih, pripeljali zadevo tako daleč, da se bo rudnik sam zaprl, ker kadrov ne bo imel. Ampak rudnik ne moreš pač glavna vrata zakleniti in iti in nikogar ni več tam, ne? To jim jaz vedno znova vsem dopovedujem na državi, na nivoju ministrov in ostalih. Rudnik ni diskoteka, danes bi obratovala, jutri ne bi zaradi tega, ker so take in take težave. Če rudnik ne bo mogel vlagati v raziskave in razvoj, če ne bo mogel odvodnjavati, če ne bo mogel pravočasno odpirati odkopnih polj, če ne bo kadrov imel, potem to pomeni trajni konec tega premogovnika. Če bomo mi premogovnik enkrat zaprli, ga nazaj odprli, zagotovo nikoli več ne bomo. Torej, kaj želeti za leto 2025? Predvsem optimizma, naj nam tega nikoli ne zmanjka. Absolutno nekaj malo čarobnosti še vendarle potrebujemo. Dobrega sodelovanja, tako kot ga imamo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj in seveda tudi z ostalimi ministrstvi dobro sodelujemo, včasih malo manj, včasih pa malo bolje, ampak vseeno, znotraj lokalnega okolja pa vendarle je ključnega pomena to, da se znamo slišati, prisluhniti in da dobro sodelujemo, zato da bomo vsi tudi dobro živeli. Čisto na kratko, ja? Moje misli oziroma čestitke v letu 2025 in naprej so v prvi meri usmerjene v mir. Tako blizu nevarnim dogodkom, kot smo danes, mislim, da že dolgo nismo bili. Mir je zelo, zelo pomembno. Seveda pa želim vsem občanom, vsem ljudem dobro zdravje, da bi se znali med seboj pogovarjati, se znali biti iskreni v tem dialogu in da bi tudi bili slišani. Kot je dr. Franc Žerdin že rekel, vsi si želimo mir, strpnosti in pa veliko ljubezni. Imejmo se radi in ljubimo se med seboj.
posebej, če ste mladi. Tako, da bo dovolj tudi otrok, a ne, da se bodo štipendije v učitelje splačale. Točno tako, Tako. ja. Hvala Mladi lepa. ste premalo aktivni na tem področju in nisem zadovoljen Tako. tudi s tem področjem. Čisto konkretno ste zdaj povedali, kaj je treba Tako je, narediti. ja. Hvala lepa za tale pogovor in naj se uresniči predvsem tisto pozitivno in dobro. Hvala lepa. tudi vam. Hvala Srečno. lepa, srečno. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lep večer vam želimo še naprej.